se pravi, smo v segmentu hitrih vprašanj, tako da verjetnost, da se AI ne izteče dobro za človeštvo v naslednjih 10 letih. Zdaj bom tako rekel, če se ne izteče dobro, to ni zdaj zaradi tega, ker bi nekaj AI dosegel nek consciousness in pač v bistvu sam začel nekaj delati na svojo. Vedno je pač vzad človek, ki bo to sprožil. Tako da, če bo kdo zeznil, bomo to mi ljudje sami zeznali. Verjetnost bi pa rekel, 51. 51. Da ne bo dobro, ja. Poklici prihodnosti, čez 10 let, no? Keramičar. Ne, mislim, tukaj, ene stvari so definitivno, ki bojo dalj časa pač ostale nedotakljive robotom in tako naprej, ne. Jaz mislim, da vseeno pač v bistvu, zdaj mogoče spet tako gledam svojega stališča, ne? Če si ti nek tak generalist, ki v bistvu na široko razumeš, kako stvari delajo in v bistvu znaš povezati stvari, znaš uporabiti, znaš najti neko vrednost v nekem napredku, ne? Se mi zdi, da to vsaj v naslednjih 10 letih sem 100%, da to bo še vedno bolj vredno, ne? Tako da v bistvu, ja, podjetnik, biti v bistvu nekako agilen, pa biti pripravljen na to, da stvari se pač bojo spremenile, mogoče pač precej hitreje, kot so se zdaj v preteklosti spreminjale, ne? Kakšna je prihodnost VC industrije, se pravi industrije tveganega kapitala? Zdaj tam bilo enih takih trendov ali pa poskusov, ne? Zdaj načeloma, kar bi si jaz želel, je tako, ne? Začelo se je to kot način, kako nekdo, ki že ima nekaj kapitala, seveda pač zaradi tega, ker ima že nekaj kapitala, ima sploh kapaciteto, da se lahko igra z nekim denarjem, ne? Ker recimo to je pač rizičen kapital, ne? Je bil v bistvu cel venture capital ponavadi v bistvu rezerviran za tiste, ki že imajo nekaj denarja, ne pa za vsakega človeka, ne? Ampak če pomislimo, VC pa pol, če malo še razširimo na private equity, ne? Private equity so pa v bistvu konkretno rekel investiranje v podjetja, ki so lahko tudi, ne vem, lokalna kmetija, ne? Pač, ali pa mlekarna, ali pa v bistvu elektrarna, ali pa trgovine, ne? Samo da pač jim ti pomagaš z nekim dodatnim kapitalom, da mogoče da se konsolidira, da rata v bistvu bolj efektiven, boljši, kup tudi pač podjetja v drugih državah in tako naprej, ne? To je vse v bistvu naše gospodarstvo, ne? Kjer država sama je ful odvisna od tega, koliko imamo mi izvoza. Zares, ne? Ker če mi samo uvažamo, si konstantno en minus delamo, ne? In mi moramo pač pogledati, kako lahko pač pridemo do več izvoza, ne? In plus kle se dogaja pač hopefully pač neka dodana vrednost, ne? Zdaj ta dodana vrednost je bila rezervirana za en zelo majhen del ljudi, ne? In bi si ful želel, da se pravi to, kar recimo Hrvaška naredila, oni so v bistvu naredili pokojninsko reformo, ki pač enostavno ti alocira pač da moraš ti v ločen steber pač nekaj alocirati in pol te skladi, potem, ko so pač večji, alocirajo tudi v private equity in tudi v venture capital, ne? In v bistvu s tem tudi, veš, v bistvu narediš nek tak super krog, ne? Kjer je, da kapital, ki zdaj recimo pri nas super produktivno leži pač na bankah in nič ne dela, razen pač, da banka služi od tega, ne? Da se mogoče ponudca za gospodarstvo, ne? Se pravi, da v bistvu ti dejansko lahko dvigne svoje gospodarstvo precej bolj, ne? Hrvaška recimo to pokazala, da so dvignili celo to finančno industrijo s tem in bolj demokratizirali pač v bistvu vse te načine investiranja, ne? Plus pri nas imamo pač to finančno izobraženost dosti slabo, ne? Se pravi, tudi tisti, ki ima nekaj denarja, pač razmišlja, kjer opeko bo kupil, pa to je pa pač približno to, ali pa pač bo pustil denar kot depozit na banki, ne? Čeprav imaš ti enih drugih načinov, ne? Kako lahko ti investiraš svoj denar, ker je veliko bolj produktivno in je mogoče tudi fajn, da ti en del tvojega denarja, da pač dela zate, ne? Da ni treba, da pa zdaj ti glih vsak denar moraš pač zaslužiti s tem, da si pač ti nekaj fizično naredil ali pa mentalno naredil, ampak da v bistvu lahko tudi mogoče pravilno investiraš in pa se ta denar potem compounda in nabira, ne? No, lepo, da so prišla do denarja, ker je moje naslednje vprašanje, kakšna bo cena Bitcoina čez 10 let. Zdaj, jaz zelo nisem ta prav človek za to, no, pač jaz sem v bistvu bolj Bitcoin skeptik še zdaj, ne. Sej mogoče je to zaradi tega, ker pač na začetku sem bil in pol pač enostavno nisem se odločil, da je to pač prepozen. Po drugi strani pa tako,
Vedno sem se trudil najti neko vrednost. Ne? In v bistvu ta vrednost, ki se je iskala v blockchainu, pa v tem, kako bo to decentraliziran, enostavno nisem videl. Ne? Zdaj pač ti lahko, jaz lahko te brez problema v trenutku pošljem plačilo, pa ne rabimo bitcoinov pa blockchaina za to. Zapravo, banke so se mogle pač malo modernizirati. Sicer jih je bilo treba zbrcati v rit, da so pač to naredili, ampak v bistvu zares se je to zgodilo. Zdaj, tako da v bistvu same te neke vrednosti tega ne najdem. Pa ne rečem, da pač je ni. Je veliko ljudi, pa to je taka zelo religiozna tema, lahko celo ne, pač zelo verjame, da pač tukaj je in pač v bistvu, da dejansko, da se bo to zgodilo. Jaz sem bolj na strani, da pač kle neke tako vrednosti ni, ne. In v bistvu ne morem gledati to drugače kot eno tako veliko ponzi schemo. Ne. Sam pač, da enostavno, vedno več ljudi nekaj denarja naloži noter in pol upa, da bo to zrastel in pol bo mesto vendal. Ne. Ampak to je edina vrednost. Ne. Še eno vprašanje, ki pride v poštev za nas starše, ne, glede na to, da si inženir. Ne. Pri katerih letih svetuješ, da se otrokom dovoli uporabo smartfona? Čim poznaj. Ker v bistvu zares vidiš, da je tako en tak huk. Tudi če nas starše gledaš, ne? V bistvu doskrat vidiš vsi takole. Pa sej lahko rečeš, berem novice, to je moj stik s svetom in tako naprej, ne? Ampak zares je scary, koliko našega downtima, koliko našega, ko si pač tist, ki bi mogel pač se ustaviti, pa mogoče malo razmisliti, ali pa ne vem, prebrati kakšno knjigo, vzameš telefon in browsaš. Tako da to je ful negativen del. No? Zdaj, ja, čim poznaj. Ne? Je pa po drugi strani, če bo zdržal takrat. Ker v bistvu jaz ti lahko rečem, da že zdaj 11, vsi ostali imajo telefon in je že normalno, tudi v bistvu hčerka pač sama hodi naokoli pač in je mogoče tudi fajn, da pač, če je karkoli narobe, da te pač pokliče. Smo to lahko tudi brez najprej, pametnega telefona. Ne? Ja, smo probali z uro, mogoče ni bila dobra ura, ampak ja, pač na koncu ni bila dobra alternativa. No? Ampak bom pa poudaril, so pa tudi plusi. Ne? Se pravi, te stvari, če omejiš na te zadeve, kot so Duolingo ali pa neke take stvari, ki ti lahko pač prinesejo ful plusov, ne? Ta čisto učenje. Recimo, hčerka ima tudi account na Perplexityju in pač enostavno, če ima kakšno vprašanje, pogledaj, vpraši. Ne? Sam vedno bod preveri tisto, kar dobiš nazaj. Ne? Se mi zdi škoda pač v bistvu ta moderna orodja skrivati pred otroci. No? Je pa po drugi strani fajn, da jih pa čim bolj s temi fizičnimi zadevami pa tako naprej, pa da so odzuni, pa da se zlaufajo, če se le da. No? Ker je scary pač polk, ko vidiš, da pač v bistvu so raj za ekranom, kot pa v bistvu odzuni s prijatelji. Evo, še zadnje vprašanje. Grega, kje boš ti čez 10 let? Na Hvaru pod Oljko. Ne. To si že zdaj napol. Ja. Mislim, zares pač v bistvu sem zdaj naredil nekaj, ki pač bo tako dosti korak nazaj, kar se tiče pač moje alokacije, mojega časa. Ne. En tak lep primer je, koliko prostega časa imam, ne, je v bistvu, da sem nov laptop pa nov iPhone sem kupil že konec novembra ga imam in še zdaj v predalu, ker enostavno nisem imel časa switchati. Tako da, ja, mi malo zmanjkuje časa zadnje čase. Ne. Čez 10 let bi bilo to lahko drugače. Jaz upam, da pač, veš, s familijo, obkrožen s prijatelji, nekje se fajn imel. No, tako. Zdaj, sama tehnologija, jaz mislim, da pač enostavno jo moramo sam sprejeti. Jaz mislim, da noben ne bo imel nič proti temu, da pač bo nek AI tudi delal nek napredek, namesto da bo nek človek, ali pa da bo AI dobil Nobelovo nagrado. Ne. Samo da bojo na koncu pač te izboljšave, pač, a je to zdaj v bistvu nek self-sustainability, kar se energije tiče, karkoli tega, ki bi mogli voditi v nek abundance, pa po en strani tudi, da si mal samostojen, neodvisen, da dosežemo pač nek tak svet. No. Dvomim pa, da bo to v 10 letih. No.